Naši umetniki pred mikrofonom. Pisatelj Mate Dolenc je pred slabim tednom dni dopolnil 80 let. Leta 2005 se je za oddajo Naši umetniki pred mikrofonom pogovarjal s Tino Kozin in ta pogovor bomo zdajle poslušali. Mate Dolenc je na naše književno prizorišče stopil z novelami in črticami, ki jih je objavljal v Mladih potih, sodobnosti, problemih in dialogih. Leta 1970 je izdal svojo prvo samostojno knjigo, zbirko novel z naslovom Menjalnica. 2 leti pozneje je izšel roman Peto nadstropje, 3 nadstropne hiše, ki ga je napisal skupaj z Dmitrijem Ruplom. Tem knjigam so sledile Aleluja Katmandu, Potopljeni otok, Gorenčev vrak in številne druge, s katerimi je gradil svoj danes zelo obsežen pisateljski opus. Zanj je prejel številne pomembne nagrade, kot so nagrada Prešernovega sklada, Levstikova in Kajuhova nagrada, 2 nagradi Desetnica in Večernica. Po njegovih delih Morje v času mrka in Vampir z Gorjancev so posneli tudi filma. Poslušajmo pisatelja Dolenca v pogovoru s Tino Kozin torej. V nekem pogovoru ste dejali, da ste pisati začeli zato, ker so vam učitelji rekli, da ste za to navdahnjeni. Ali mislite, da je vaše pisanje res posledica samo tega, ali morda vendarle tudi neke notranje želje? Verjetno je posledica poklic, da sem šel v ta poklic, to, da so mi profesori rekli, da imam talent za pisati. To sem pa delal zato, ker nisem mogel se na pamet učiti pesenc, ker so bile zagovorne vaje. Drugi so se vsi naučili zdravljico, pa to, kar jaz še zdaj ne znam na pamet. Jaz sem pa raje napisal svojo lastno zgodbico, pa sem jo prebral v šoli profesorci in je rekla, da sem talentiran, ena profesor Novakova, od Jerneja Novaka, mama. In potem me je to zapeljalo, malo sem postal mogoče zaradi tega domišljav, sem rekel, pa bo pa to moj poklic in evo, to me je odnesel v to, kar zdaj včasih obžalujem. Vaš opus pa se z leti vendarle zelo spreminjal. Na začetku v vaših delih vsi kritiki odkrivajo urbanega pisatelja, medtem ko ste danes kaj drugega. Iz mesta je pač treba po določenem času pobegniti in tako kot sem pobegnil iz mesta Ljubljane osebno, kar pomeni, da živim rad ali na Mediteranu, nekje na otokih ali pa v Bohinju, na kmetih ali pa na Dolenjskem pod Gorjanci. Tako sem tudi z literaturo iz mesta ušel v kmečko, ribiško, naravno literaturo, kar je pa vse samo, bi rekel, skleda, v katero postavljam svoje zgodbe in vsebino. Zdaj nisem jaz dolenjski ali pa gorenjski ali pa mediteranski pisatelj, ampak je to samo posoda, v katero postavljam vsebino svojih knjig. Pa vendar bi morda lahko rekli, da sta Dolenjska in morje, morda predvsem otok Biševo, ta glavna vrelca vašega navdiha. Sta zaradi atmosfere je to. Prva je bila Dolenjska, je bila prej. Ta atmosfera Gorjancev, samostana Pleterje, Šentjerneja, raznih domačinov, domačih krajavljev in tradicije, ki sem jo seveda vzel od Jurčiča, od Trdine. To sem združil v eno svojo poetiko. Pokrajina ima seveda svojo moč in svoj pomen in svoj simbolični pomen seveda. Ena je Dolenjska z svojo lagodnostjo, originalnostjo, nepreračunljivostjo. Druga je morje z svojo veličino morja, narave. Tudi Dalmatinci so podobni Dolencem, so lagodni, počasni. V tem sem našel en stik z samim sabo in zato postavljam te zgodbe pač v take okvire pokrajinske, ki meni osebno ustrezajo in ki mi pomenijo simbol, ki nadograjuje ali pa je temelj mojim zgodbam in tistemu, kar hočem povedati v teh zgodbah. Omenili ste tradicijo. Sama sem opazila, da v vaših delih
tradicijo preigravate oziroma stopate v nek tvoren dialog z njo, ne samo na motivno-tematski, temveč tudi na oblikovni ravni. V mislih imam recimo čisto preigravanje raznih žanrskih vzorcev. In zanima me, kakšen je vaš pogled danes na to celoto literarnih tekstov, iz katerih se napajate, morda kateri pisatelji so vas po vašem mnenju najbolj oblikovali? Težko bi govoril o pisateljih konkretno, zato ker jih je ogromno. Recimo zdaj ta hip bom, kar se Dolenjske tiče, omenil Trdino, ker sem vse njegove knjige prebral in to 10 in 10-krat. Tradicija pač vpliva. Jaz sem Dolenjec, malo po rodu, malo po priimku in me Dolenjska pokrajina s tem, da je iz Dolenjske tudi slovenska literatura išla, kakor smo se učili v šoli in kar je tudi res. V bistvu pa je to vse stvar slučaja, nagiba, kakšnega posebnega načrta nisem imel. V vaših delih so močno prisotne tudi fantastične prvine, ki vstopajo v to zgodbeno plat. Zanima me, je ta fantastika posledica izoblikovane poetike ali morda tudi del vašega doživljanja sveta? Verjetno je to del mojega doživljanja sveta, ker jaz nisem prav, kako bi rekel, straight, nisem realističen človek, rad imam razne omame, fantazije, ne zaradi branja takih knjig, ampak zato, ker sem sam tak, da ne živim popolnoma na teh tleh. Čeprav imam tudi hobije, ki so čist teh tal, recimo zelo rad šraufam stare avtomobile. To je zelo zemeljska stvar, ampak vendar so stari avtomobili tudi en del tradicije, stare tehnične kulture, ki jo nikakor ne zametavam. V glavnem je to zato, ker sem sam, bi rekel, mal zmeden ali mimo ustaljenih vzorcev narejen slučajno. Starši me niso delali tazga, ampak sem tak sam postal najbrž. Starši so bili pravniki, zelo urejeni ljudje in sem jaz ene vrste črna ovca. In tako kot živim, tako tudi literaturo pišem. Velik del vašega opusa oziroma relativno velik predstavlja tudi literatura za mladino. Osebno se mi zdi, da med vašimi deli namenjenimi odraslim bralcem in tistimi, ki so namenjeni bolj mladim, ni neke ostro začrtane meje. Namreč predvsem v tem smislu, da je tudi literatura za mladino na nek način dvoplastna, tako da jo lahko berejo otroci kot pravljice, kot neke vrste sarkastično pripoved, pa verjetno tudi odrasli. Kako sami vidite mejo med tema dvema tipoma literature? Ta meja je pri meni zelo zabrisana. Jaz ne pišem zato, da bi otroke zabaval ali pa zato, ker bi bil nagnjen k otrokom, se jim raj izognem, če moram. Ampak otroška literatura ima to možnost, da izraža tudi vse svetovne, globalne, vesoljske probleme ali pa pojave. In je to en del poetike, ki je tudi namenjen odraslim. Jaz recimo Andersena še zmeraj blazno rad berem in noben ne more reči, da je Andersen izključno za otroke. To je absolutna poezija, namenjena tudi odraslim ljudem, ki to znajo brati, ki to cenijo in ki imajo tisti, bi rekel, en kapsel za poetiko. To je poetika. To ni zato, da bi zdaj otroke v šoli matrali z mojo literaturo. Jaz to pišem zato, ker to meni paše, ker jaz sam rad berem otroško literaturo. No, ob tem bi morda lahko omenila tudi, da so v vaših delih prepoznavali tudi reference in aluzije na neposredno družbeno-politično stvarnost. Morda so celo malo preveč izpostavljali družbeno kritičnost. Ali se vam zdi, da bi lahko to družbeno kritičnost pripisovali bolj vašemu osebnemu doživljanju sveta, ker ne nazadnje je zelo umiljena z ironijo, sarkazmom, ali je morda v ozadju vendarle misel, da ima pisatelj neko višje poslanstvo v tem smislu, da mora opozarjati na napake družbe in jo na ta način morda prevzgajati? Jaz se nikoli nisem pripisoval nobenega poslanstva, višjega pa sploh ne. Pišem take stvari, kakršen sem sam
Jaz sem tudi politični človek, čeprav se umikam zelo rad na podeželje, na morje, v gozdove, ampak živim tudi v mestu, živim v družbi, živim med ljudmi in sem tudi politični človek. Zato sem tudi pisal pisma bralcev, recimo pogosto. Človek je politični, nobenega načrta ni v tem, ne pišem literature zato, da bi politične ideje predstavljal, ampak je družbeno življenje, je ozadje, kulisa mojih zgodb. Kaj pa ljubezen, smrt, gre za dve motivno-tematski stalnici vaše literature. Se vam zdi, da ste integralni del knjige? Seveda je, to je vse integralni del avtorja, mene, vsakega človeka. O ljubezni sem pisal zato, ker se me je ljubezen dotikala, ker sem ji podlegal, ker sem se z njo boril in se z njo spuščal v avanture z ljubeznijo. Enako kot s politiko. To je vse del življenja, del celote. Ljubezen, politika, morje, narava, družba, drugi ljudje. In to se vse nekako zgodlja v en brodet, rečemo, kjer je velik vrst rib, mora biti noter, da je brodet dober. Ob izidu romana Njen modri dežni plašč ste dejali, da ste imeli pravzaprav namen napisati nek bolj žanrski oziroma šunt roman, pa da se vam niti ni posrečilo in je roman obstal nekje na sredi, tako da ni ne tič ne miš. Zanima me, kako vi vidite razliko med šunt literaturo, nekim čisto žanrskim tekstom in neko višjo literaturo. Zdaj, če bi kakšne primerjave dal, bi seveda marsikoga lahko užalil, zato zdaj ne morem reči, kaj je šunt literatura, kdo jo piše. Jaz sem jo poskusil, jaz sem si želel pisati tudi dober šunt. Ampak, ko so mi na Prešernovi založbi dali to nalogo, da bi napisal en bralni roman za zbirko, je bilo to, sem rekel, zdaj bom pa napisal ljubezensko šunt zgodbo, ampak mi ni ratal, ker zgleda, da tega ne znam. Sem obstal na pol poti med šundom in med pravim romanom, ki ima poetiko, in zato mislim, da je to en zelo neuspel roman, kar se mene tiče. Bil je pa prodan v dosti številnih izvodih in ljudje so ga brali, jaz pa nisem bil niti malo zadovoljen z njim. Zanima me, kakšno vlogo ima v vašem ustvarjanju navdih oziroma kako gledate na pisanje po naročilu? Ja, navdih in naročilo, to sta dva pojma, ki se zelo bijeta med sabo, ampak pogosto se zgodi, da navdih izda, po naročilu pa zelo dobro rata stvar. Ker naročilo me prisili, da delam, ker drugače sem zelo len in zelo komot, zelo težko se spravim k delu. Če mi pa naročijo, pa naredim po svojih najboljših močeh, te so se izkazale za dosti močne. Tako da naročilo ni nič slabega v bistvu. Razen dobro, prevajam tudi po naročilu za gledališče razne bulvarske komedije, kar imam zelo rad in se mi zdi, da je čist prav, da se dela tudi bulvarske komedije, da se ljudje smejo in zabavajo, kakšnega Shakespearea ne bi šel prevajati. Drugače, navdih je pa težka stvar. Zdaj, profesor Pirjevc ni navdiha priznaval, ne, ampak mora biti. Navdih mora biti, to je nek poriv, poziv ali ena čudna potreba, da se moraš izraziti. In to imam. To sem imel verjetno tudi takrat, ker so me profesorice, učiteljice v šoli nategnile, da imam talent. Verjetno sem imel tudi željo potem, da bi to delal. Brez tega ne bi šlo. Pa z Atlantide, še pred njim Vampir z Gorjancev in Morje v času mrka danes veljajo za ta monumentalna dela vašega opusa. Kako sami gledate na ta tri dela? No, Vampirja z Gorjancev sem začel pisati po eni svoji lastni zgodbi, ker sem v mladini bil še v službi, pa ker nisem bil prav dober novinar, ni me mikal toliko, da bi o realističnih stvareh poročal. Sem si izmislil eno serijo Nenavadna Slovenija, kjer sem
opisal, kako kot novinar pišem oziroma zasledujem pojave vampirjev, psoglavcev, ludožrtcev, bohinjske jezerske pošasti recimo. In sem to naredil v novinarski obliki in ena od teh zgodb je bila, kako sem našel vampirje na Gorjancih, ki so bili takrat, ko je bil socializem prepovedana tema in kako sem našel vampirje, o njih pisal, pa ni bilo objavljeno, ker je bilo takrat veliko prepovedanih tem in iz tega je nastal ta roman Vampir z Gorjancev. Kasneje, ki je, nisem imel drugega pred sabo kot napisati zabaven žanrski roman. Kaj je pa iz njega potem nastalo, je pa seveda druga stvar, ker drugi vejo o tem več kot jaz. Imate zelo velik opus. Ali ob tako velikem številu del obstaja nevarnost, da knjige na sporočilni ravni postanejo variacije ene in iste teme? Ja, to je absolutno je nevarnost in mislim, da tej nevarnosti podleže skoraj vsak avtor. Kot sem rekel že prej, ko smo se pogovarjala, vsak pisatelj piše cel življenje eno zgodbo. Ne? O Cankarju lahko rečemo, da je pisal eno zgodbo. Jaz se tega niti ne branim. Jaz v teh novih delih včasih že tudi kaj ponovim odprej, citiram samega sebe, ampak s tem držim tudi eno nit svojega pripovedništva. Ne skačem ven, tudi dolenjski pa morski romani imajo v bistvu eno zgodbo, to je zgodba o meni samem. Jaz ne pišem toliko drugih, jaz črpam iz sebe, tako kot je najbolj izrazit primer iz črpanja iz sebe bil Lojze Kovačič. Ne. Jaz seveda ne znam tako pisati kot on, pišem čist drugače, ampak pišem pa na isti način. Pišem cel čas o sebi, ne pa v nekih tezah ali pa po enih nalogah, da bi moral neke politične zadeve, nikoli si ne dam naprej ideje, kaj bo knjiga povedala. Tega naprej ne vem. To se mi šele nekje na polovici knjige izjasni, pojasni, kaj bo knjiga povedala. Zdaj, kaj bo povedala meni, kaj bo povedala bralcem, to pa ne vem. Pa imate pred očmi kakšen določen tip bralca, ko pišete, ali gre enostavno za akt pisanja zaradi njega samega? Ne, bralca imam sicer zmerom pred sabo, zato ker brez bralca tudi ni avtorja, ampak držim se pa samo tega, kar mene peče. Naši umetniki pred mikrofonom. S pisateljem Matetom Dolencem se je pogovarjala Tina Kozin.